Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Danes vstopam v temo, ki je pogosto spregledana, ampak se mi zdi, da ima pri naših najmlajših lahko zelo velik vpliv na zdravje. Govorim namreč o dihanju skozi usta. Zelo sem vesela, da je danes z mano v studiu Elizabeta Zaletel, doktorica dentalne medicine. Elizabeta, živjo. Pozdravljeni. Elizabeta, midve se poznava že nekaj časa, zato sva se odločili, da bova tudi pred kamero na ti, ker bi bilo zelo čudno, da bi se vikali kar naenkrat. In takoj na začetku sem sicer res da omenila dihanje na odprta usta. To je bila tudi, bom rekla, ena od tem, zaradi katere sem želela, da prideš danes sem, ampak se bova dotaknili še marsičesa drugega, tudi morda kakšen nasvet dali, kaj bi lahko starši naredili že v res tistem začetnem obdobju pri naših najmlajših, da morda kasneje ne bi bilo nekih hudih težav z zobmi, ugrizi in tako naprej. In če začnem najprej pri tej temi dihanje na odprta usta, kako pogosto se pri svojem delu srečuješ s tem? Ko sem se pripravljala na tale pogovor s teboj, sem večkrat brskala po literaturi in sem žal dobila podatek, da približno 30 in 50, med 30 in 50% odraslih oseb diha skozi usta. Ta podatek me je dokaj presenetil, zato ker pri svojem delu ocenjujem, da pa je tega dihanja skozi usta pri otrocih še več. Razlog je v tem, da v bistvu so otroci, ko so v vrtcu, pogosteje prehlajeni in je to eden od razlogov oziroma dejavnikov, ko pač ni mogoče dihati skozi nos. Potem je pri otrocih velikokrat tudi kakšna alergija, kakšni bronhitisi, kakšne astme in mislim, da je tam kar blizu 50% otrok, ki imajo vsaj občasno odprta usta in predvsem, ko se popolnoma sprostijo, dihajo skozi usta. Jaz velikokrat paciente opazujem, posebej tiste, ki pridejo prvič na pregled, kako vstopajo skozi vrata, kakšna je njihova drža, pa predvsem, kako sedijo in kako dihajo, ko so v čakalnici. Takrat oni še niso pripravljeni na to, da jih mi opazujemo in takrat se nam pravzaprav razkrije tista dejansko razmerje. Ne? Pacientov, ki dihajo pravilno, imajo popoln ustnični stik, sedijo zravnano in tistih, ki so nekako hipotonični, kjer se jim spodnja čeljustnica malo obesi navzdol in ki so pretežno dihalci skozi nos in skozi usta ali pa pretežno samo na usta. Zelo dobro si omenila, ne, da pri dejansko otrocih je velikokrat sploh ne, da bi že samo od sebe bilo to dihanje skozi usta, ampak je pogojeno. Ne. Zdaj, z lastne izkušnje lahko povem, pri nas je dejansko bilo zelo veliko teh prehladov, polnih noskov in tako naprej in imam občutek, da iz tega se je potem dejansko tudi razvila navada in razvila dihanje skozi usta. Zakaj sem si pa želela s tabo o tej temi spregovoriti, pa morda tudi zaradi tega, zaradi te lastne izkušnje pri najini Roni, da ko sva jo midva recimo vozila k pediatrom, pa potem tudi na prvi pregled za zobke pri enem letu in tako, ne vem, če je že sploh kakšen zobek dejansko bil do konca zunaj, nihče ni v resnici opozoril na to, da kaj pa če otrok morda diha skozi usta ali pa otrok diha skozi usta ali pa ima pa kar pogosto zamašen nosek, kaj če bi na tem. Ne? Vedno dobiš navodila, najina izkušnja je takšna, se pravi, kako sanirati ta nosek, kako ga čistiti, da bi bil nosek po noči prehoden in tako. Ne? Zelo malo pa sem jaz dejansko dobila nekih teh usmeritev, kako pa otroku pomagati, da bi to navado dihanja skozi usta odpravila, če sploh bi bila mogoča. Dokler se jaz potem nisem seveda mečkan sama pozanimala pa raziskovala, mogoče pa vendarle imamo tudi mi takšno v narekovajih težavo. In ko sem začela to prebirati, mi pa ni več bilo tako zelo vseeno, zato ker
sem ugotovila, da dejansko ima to dihanje na odprta usta lahko veliko kasnejših posledic na samo zdravje, oziroma tudi morda nek ADHD se je omenjal in tako naprej. No, o ADHD-ju jaz nisem zasledila, ampak treba je poudariti dvoje. Prvo je, dihanje skozi usta vpliva na celotno zdravje, vpliva na to, pa če se osredotočiva na otroke, na to, kako globoko oni dihajo, kako prihaja pravzaprav do izmenjave vseh teh plinov, čemur je pravzaprav dihanje tudi namenjeno, kako spijo, kako se spočijejo, kako so potem produktivni preko dneva, kako se držijo in v končni fazi, v kakšno smer gre njihov celosten razvoj. Se pravi, drža, dihanje skozi nos, dihanje s prepono, pravilen položaj vratne hrbtenice in nenazadnje tudi preko delovanja povratne zanke, uravnavanje kortizola, stresnega hormona, ki se jasno tudi pri otrocih lahko odrazi na določeno potem različno vedenje in pa bitje srca. Se pravi, tako kot poudarjamo v splošnem zobozdravstvu, da je zdravje zob in obzobnih tkiv temelj zdravja človekovega, tako je pri otroku za njegovo rast in razvoj, za celokupno zdravje telesno, posledično je manj alergij, če dihanje skozi nos, manj bronhitisov, manj astme, zelo pomembno. Drugi dejavnik je pa dejavnik na samo ustno votlino, na razvoj v bistvu prostorskih razmer v ustni votlini in pa na razvoj medčeljustničnih odnosov. Zdaj, kot si lepo omenila, v bistvu, ko je otrok prehlajen, ne moramo nič. Ko je otrok v vrtcu, se ta prehladna obolenja vrstijo, so pogosta. Določeni otroci večkrat pravzaprav dobijo respiratorne infekte, ne morejo dihati skozi nosek, imajo zamašene noske, določeni imajo angine večkrat, določeni imajo vnetje ušes. To potem velikokrat prerastajo, prekužijo se, postanejo bolj odporni, ampak na žalost drža odprtih ust pa ostane. Pa ostane in potem ostaja v 5., 6., 7. letu starosti in je tako, pri otroku je več faz tega hitre rasti. Vsa rast ali pa vse faze so povezane v bistvu z pojavljanjem zobk v ustih. Z pojavom mlečnih zob se začne prvi razvoj čeljustnic in hitra rast. Potem se pa ob menjalnem zobovju, se pravi, ko se pojavijo prvi stalni zobje, spet začne dogajati rast in razvoj, ki se nekako v širino čeljustnice ustavi do 12. leta. Takrat se potem obe polovici čeljustnice ali pa teh zasnov za zgornjo čeljustnico govorim, nekako zakostenijo, šivi zakostenijo, postanejo trdnejši in takrat potem ortodont zelo težko po koncu rasti deluje na obliko. Zato je res v tem času silno pomembna tudi lega, pravilna lega jezika, ki jo pa seveda lahko otrok zagotovi samo, če ima popoln ustnični stik in usta zaprta. Lega jezika na nebu. In ko prvič srečaš otroka, pogledaš predvsem 3 funkcije. Seveda ga vprašaš, če normalno žveči, če veliko žveči, trde hrane, skorje kruha, kar je seveda tudi sovpada z zdravo prehrano, korenček pa jabolko, nobena stvar naj ne bo prekuhana, razkuhana in popolnoma mehka. Potem je pa drugo vprašanje, kako dihaš? Kako dihaš, ko si pred televizijskim sprejemnikom? Kako dihaš, ko potiho bereš? Staršem naslovimo, kako dihajo po noči, ali smrčijo, imajo odprta, zaprta usta, kje ob dihanju skozi nos držiš jezik in kako požiraš. In to so 3 glavna vprašanja, ki jih res naslavljamo, posledično potem
damo določene vaje in pa upamo oziroma si prizadevamo, da potem to tudi doma vadijo, izvajajo. Zdaj vmes, ko ti to govoriš in ko je toliko govora o tem, kako imamo usta in kako dihamo, sem se zdaj prav zavedala, da še toliko bolj usta skupaj držim zavestno, ko dejansko o tem razmišljaš, ko pa ne, je pa to spontano. Gre po svoje. Tako gre po svoje in razvada pride na plano. Tako. No in zdaj, če sva recimo konkretni, rekla si, da tam do 12. leta, po 12. pa je zadeva že bolj kot ne. Je mejna. Tako. Kaj potem recimo bi lahko zdaj rekli, da priporočaš ali pa da svetuješ staršem, ki imajo recimo doma zdaj 5, 6, 7 letnika in so opazili, da je nekaj, kar je prej bilo občasno, zdaj postalo navada, praksa, torej da otrok dejansko diha skozi usta. Kaj je tisto, kar bi prvo rekla? Je to takoj obisk zobozdravnika najprej, pa povedati, da ste to opazili? Kakšni bi lahko bili te koraki? Ja, najprej moramo raziskati, zakaj diha skozi usta in ali obstaja kakšna anatomska ovira. Določen procent ali pa določeno število otrok pa težje diha skozi nos, zato ker gre za kakšno deviacijo nosnega septuma ali pa kakršnekoli anatomske razmere, ki onemogočajo. Se pravi, mi naredimo v ambulanti preprost test, otroka poprosimo, da se postavi pred nas, naredi 10 počepov z iztegnenimi rokami, zaprtimi usti. Blažjo fizično obremenitev, če to zmore, potem tudi ni dileme, ali bo lahko držal usta zaprta po noči. Ti otroci v starosti 5-6 let še relativno veliko spijo in mi otrokom oziroma staršem naročimo lepljenje ustnic. Potem je to veliko začudenje. Pred kratkim je enočka rekel, ja se bo pa zadušil. Pa sem jaz rekla, lejte gospod, ko privekamo na svet, je prvi vdih skozi nos. In dihanje nas determinira, brez dihanja smo lahko kakih 2 minuti, tisti najbolj natrenirani, 6-7. In je pravzaprav dihanje skozi nos v začetku prisotno. Kaj se pa potem dogaja, je pa ves ta splet, ali bolezni, ali razvade, ali anatomske posebnosti. Se pravi, lepiti usta. Potem je druga izkušnja zelo skrbnih staršev, tako kot si na primer ti, in potem je 5-6 letnik, zapri usta, 1000-krat, ne bo pomagalo. Moja pot je bila tudi na začetku, da sem delala v šolski zobozdravstveni ambulanti, 5 let skoraj da, in sem videla, kako kognitivni razvoj otroka se dogaja in kdaj nas slišijo. In če mi non-stop ponavljamo eno in isto vprašanje, eno in isto zapoved, eno in isto opozorilo, smo preslišani. Se pravi, malo je treba individualno pristopiti, vsak starš pozna svojega otroka, se pravi, če narediva prvo kljukico anatomija, okej. Drugo, da otroku zavesti ali pa ne ozavesti, da spozna in počasi razume, da je tudi to pomembno. Potem je v kasnejšem obdobju, ko se že opazujejo, gledajo, gremo tudi na to, bolje izgledaš, če imaš zaprta usta. Ta bolje izgledaš govoriva samo o tem, da dejansko nerodno izgleda, ko ima nekdo odprta usta, medtem ko, gleda televizijo, ali se to dejansko lahko opazi tudi kasneje potem na neki obliki? To se odrazi v rasti in razvoju čeljustnic, predvsem v širini in pa v obliki. To se potem temečkam bolj naprej lahko izrazite? Ne. To je, greva kar po vrsti. Zdaj, določene nepravilnosti so prirojene in lahko samo delno vplivamo na to, ker genetika gre svojo pot. To je v primeru teh zelo poudarjenih bradic, habsburških bradic in tako naprej. To je skeletno ozadje nepravilnosti. Medtem ko pa vsi križni grizi, to pomeni ozkost zgornje čeljustnice, ki posledično povzroči, da se zobni lok zgoraj in spodaj ne ujame v pravilen odnos med sebojnim medgrizom, pa nastanejo tudi zaradi razvad drže odprtih ust in nepravilne lege jezika. Se pravi, jezik na ustnem dnu
Pomeni, da deluje kot kalup, ki širi spodnjo čeljustnico. Zgoraj pa pride do pritiska lic, ki oži zgornjo čeljustnico. In potem je zgodba naprej. Otrok želi funkcionalno zobovje. In ker sta širini neprimerni, išče enkrat eno, enkrat drugo stran in iz tega se pri manjšem odklonu razvije enostranski griz, se pravi, da zapelje bradico bodi si v eno, bodi si v drugo stran, zato ker on hoče maksimalno žvečno silo oziroma maksimalne stike zob. Če je pa še huje, pa potem tudi včasih celo do take ozkosti, da pa je na obeh stranih nepravilen odnos, se pravi, da imamo, rečemo ortodonti, oboje stranski križni griz. A ne? In zdaj recimo, ko se odločijo starši po svetu recimo zobozdravnikom, da se bo začelo to lepljenje ustnic, ja. Bi ti recimo, zdaj pa govoriva mogoče tudi samo iz vidika mame, svetovala, da to začnemo že malo čez dan prakticirati? Ja, lahko. Da se morda otrok tudi mečkano že navadi, da ni to zdaj tudi za njega ta nek šok, zdaj už imel pa po noč zalepljena usta. Ne? Vse snemljive ortodontske pripomočke jaz uvajam postopno. Obstaja več vaj, ravno iz dopoldanske ambulante je eden od takih zanimivih napotkov. Fantek drži odprta usta, ima nekoliko slabši tonus ustnic in sem tako v šali rekla, poglej, danes bo pa še lepo popoldne, toplo bo 25-26 stopinj, z očkom gresta po sladoled na palčki, prihraniš palčko in potem samo palčko držiš med ustnicami in s tem treniraš ustnični stik. Gledaš risanko, gledaš televizijo, si na računalniku, telefonu, držiš ustnični stik. Drug pripomoček je tako imenovana vestibularna ploščica. Starši reče, samo tisto dudo sem dobil, ne? Zavaditi. Učinkovito, silno učinkovito. In pa lepljenje. Tako da orodij je veliko. In potem tudi verjetno samih vaj, podobnih, kot si zdaj opisala to s palčko in tako, ki jih lahko potem seveda dobimo ali pri verjetno kaj? Pri šolskih zobozdravnikih. Šolski zobozdravniki so izobraženi, poznajo te vaje in pa kar je njihova prednost. Mi otroka vidimo, če je v tako imenovani opazovani skupini enkrat na leto. Nekatere na leto in pol, včasih tudi na 2, če ocenimo, da ni velike potrebe. Seveda, če predpišemo te miofunkcionalne vaje, je moj motiv, da jih kontroliram, pa spodbujam. Ti otroci so naročeni vsakega pol leta. Pripomočke prinesejo s seboj in pred menoj pokažejo, kako vadijo doma. Včasih je spodbudno tudi, da pišejo dnevnik. In v dnevnik delajo zvezdice, pikice, klicaje, karkoli že. To je v bistvu način, a ne? Kar je prednost splošnih zobozdravnikov, šolskih, je, da otroka vidijo vsakega pol leta in lahko lepo spremljajo njegov razvoj. Med drugim tudi razvoj za pripravljenost sodelovanja. A ne? Tako kot sem prej hotela izpeljati, pa nisem uspela. Izkušnja iz moje šolske zobozdravstvene ambulante je, da določenemu otroku pri 5 ali pa 4 letih lahko 1000-krat poveš, naj se usede na stol, da nič ne bo hudega, ne odpre niti ust. Jaz sem začenjala še v času, ko so otroci pred vstopom v osnovno šolo potrebovali potrdilo o sanaciji zob, preden je vstopil v 1. razred. 5-letnik ni za nobeno ceno odprl ust, prihajali so z dedki, z babicami, s tetami, stric, že spet za manj. Ko smo ga poklicali čez pol leta, 5 ali pa 3/4 leta ali pa čez 1 leto, se je usedel na stol, odprl usta in otroka ne prepoznaš. Se pravi, v določenem starostnem obdobju smo manj učinkoviti, ampak delamo preko igre z vsemi temi pripomočki. Otroci v obdobju 4-5 let so pripravljeni delati vaje. Ne? Če so le vzpodbojeni in opomnjeni. Potem je eno obdobje, ko malo manj razumejo, ko se malo puntajo, bom rekla, ampak z vztrajnostjo gre. Tako da je rešljivo. Rešljivo.
rešljivo. In potem, ko seveda recimo, da odpravimo že to problematiko ali pa smo na poti, da jo odpravljamo, se lahko seveda tudi pri šolskih zobozdravnikih hitro že lahko vidi neka, tako kot si prej rekla, ne, ali križni ugriz ali neka nepravilnost, ki nakazuje na to, da bo ta otrok potreboval ortodonta oziroma zobni aparat. Tako. In potem smo seveda z napotnico naprej usmerjeni in vem, slišala sem že velikokrat kakšne starše, tudi seveda zaradi čakalnih vrst, pa se o tem danes ne bova prav zelo veliko pogovarjali, ampak je dobil že naš otrok pri 7 letih napotnico, saj ima tistih par stalnih zob, vse ostalo ima pa še skoraj mlečno, kaj pa mu bojo zdaj delali, a ne? Kaj pa on zdaj pri 7 že rabi aparat, saj tudi jaz sem dobil šele, ker sem bil star, ne vem, 16-17, ne? Ampak takšno razmišljanje je zelo, zelo zmotno, ker v resnici lahko že veliko naredimo v tem zgodnem otroštvu. Tako je. Zobozdravnik je usposobljen za prepoznavo. Še bolj pa prepoznamo nepravilnosti ortodonti, ko pač opravimo prvi specialistični pregled. Starši so predvsem pozorni na pozicijo in izgled sprednjih zob, pogledajo prve zgornje in spodnje 4 sekalce in to je to. Mi pa, ki otroka opazujemo njegov profil, opazujemo izgled, nekako zaslutimo že v večini primerov o prvem pregledu pravzaprav, ali gre res za kakšen za kakšno resno skeletno nepravilnost, to pomeni, da sta čeljustnici narobe v medsebojnem odnosu, ali gre v večini primerov za pomanjkanje prostora, ki je tudi posledica, pravzaprav bom rekla, filogenetskih razmer. Mi z tisočletji vedno manj žvečimo. Zobje se ne obrabljajo tako, kot so se včasih, čeljustnice so ožje, čeljustnice so krajše in večino naših otrok ima pomanjkanje prostora kot posledica neskladja med prostorom, ki je na voljo, za voljo ozkih čeljusti, in pa prostorom, ki ga ti široki, lepi zobje potrebujejo. Dejstvo je, da število, barvo in obliko zob podedujemo, prinesemo na svet. A ne? In tako da, ne vem, veliko je tudi, pravzaprav zdaj v zadnjem času jaz opažam, različnih zobnih formul. To pomeni, zobje manjkajo, odsotnost zasnov posameznih zob. Zakaj se to zgodi res, ja? Tega pa ne vem. To se pač nekaj odgovora je v tem filogenetskem razvoju, ker naj bi zobna formula bila v prihodnosti en sekalec, en podočnik, en ličnik in 2 kočnika. V tej smeri gremo in posledično se dogaja, da manjkajo stranski sekalci, se pravi dvojke. Dobro, o modrostnikih sploh ne govorimo, ker so to zelo variabilni zobje. Potem manjkajo spodnji sekalci, zgornje dvojke, spodnji sekalci, potem manjkajo velikokrat petice, drugi ličniki, na to pač ne moremo vplivati in take zaskrbljene starše, ki mnogokrat vprašajo, kaj smo pa mi narobe naredili, da zob ni, rečem, gospa, lejte, genetika, zob pač ni. Imamo metode, imamo pripomočke, s katerimi bomo pač v ustreznem času oziroma ob ustreznem času reševali te zagate. Ja, ker velikokrat se lahko starši ustrašijo in rečejo, joj, nima dvojke, ne, zasnove nima, ne bo zrastel stalni zob ali pa nima petke, a zdaj bo imel pa luknjo, ne, zdaj pa bo... A je ne bo. Tako, in zdaj se ne bo šlo nikakor skupaj. To verjetno samo pomeni, da tak otrok bo skoraj zagotovo potreboval zobni aparat, zato da se bo... Neko obravnavo. Zgodbi sta pa samo 2 primanjkajočih zobeh, zasnovah za vse stalne zobe. Ali pripravljaš prostor in potem nadomeščaš z neko protetiko, če tudi smo pa ortodonti bolj k biološkim variantam naravnani, ker mi zelo mlado populacijo zdravimo in je novejši ali pa najnovejši trend, da
poskušaš le z lastnim zobovjem te vrzeli zapreti, ampak to pomeni pa ortodontsko terapijo. In tretja stvar, ki jo opažam, pa jo v preteklosti nisem, so pa izjemno nenavadni položaji za snov za stalne zobe. To se mi je pa v zadnjih 3-4 letih zgodilo, da pravzaprav zasnove stalnih zob ne ležijo in niso usmerjene tako, da bi brez ortodontske pomoči lahko zob prodrl v ustno votlino. Ekstremna zgodba je ene deklice, ki ima spodnja sekavca, se pravi dvojki položeni, dobesedno vodoravno v spodnji čeljustnici. Spet bo vprašanje, zakaj se to zgodi. Ne vemo. Ampak tudi to je rešljivo. To ne pomeni, da deklica ostane brez zob, da se jih izpuli in nujno. V večini primerov je rešljivo, včasih pa so neizrasli zobje v tako neugodnih položajih, da pa potem pa vse premerimo, preverimo možnosti in se v dobro otroka, včasih za kako odstranitev stalnega zoba tudi odločimo, ampak to je vedno v sodelovanju po posvetu s kirurgi. Ja. Da se potem tudi najboljša rešitev v bistvu. Najkrajša, najmanj komplicirana, najenostavnejša. Vem, da je to vprašanje zelo tako vse splošno, ker je to seveda od vsakega otroka, posameznika spet odvisno od njegovega primera in tako naprej, ampak če se recimo osredotočim na nek križni ugriz, klasičen, ki ga recimo lahko vidiš pri marsikakšnem otroku, pa dejva reči, da je star, 6-7 leta, da še nima vseh stalnih zobkov in da dobi ortodontski oziroma zobni aparat. Zdaj, ko sem bila otrok, so bili te aparati bolj kot ne ali tiste klasične zvezdice oziroma stalni, ali kako se je temu reklo. Nesnemni aparati. Tako, ali pa ta, ki si ga lahko po noči in zjutraj dajo ven, torej snemljivi zobni aparati. Danes je to šlo kar nekaj svetlobnih let naprej, kar se tega tiče. Zelo malo danes še praktično lahko vidiš otrok s temi klasičnimi zvezdicami, smo takrat rekli, če sem še vedno tako reči. Se tudi otroci še vedno rečejo. Zvezdice, ne? Veliko je različnih zdaj metod, ampak tukaj me to najbolj zdaj v bistvu zanima. Treba je ločiti, da to ne pomeni v narekovajih modna muha, v smislu, zdaj se bom pa jaz odločil, ta mi pa ni všeč, zato bi raje imel tega, ampak gre za to, da za vsak aparat ima v zadnji nek razlog, zakaj točno ta aparat, ne? Vsaka odločitev za določen aparat ima v ozadju veliko razmišljanja in analiz. Jaz sem zelo vesela, da smo v digitalni eri, kjer nič več ne odtiskujemo s tistimi zoprnimi odtisnimi materiali, kjer bi otroci bruhali. Ta digitalna era nam omogoča tudi neposredno izdelavo na podlagi teh podatkov, se pravi digitalnih modelov, že izdelavo raznoraznih aparatov, včasih tudi še snemljivih. Najbrž je velika sreča, da so vse te metode sedaj na voljo in da mi kot odločevalci ali pa kot čeljustni in zobni ortopedi ali pa ortodonti, bom rekla z drugo besedo, lahko precenimo, kateri aparat za katerega otroka, v katerem obdobju. Če se naslonim na ta križni griz, včasih, ko pridajo starši k nam na pregled, bi pa takoj aparat. Diagnostiko je treba opraviti, otroka je treba spoznati, sodelovanje je treba oceniti, higieno je treba preveriti, predvsem pa pri tem širjenju čeljustnice oceniti, ali je otrok v taki fazi, da ti lahko karkoli delaš še v zobovju, ki je menjalno, se pravi, ko je še nekaj mlečnih ali nekih stalnih zob, ali ti mlečni zobi niso dovolj trdni. Takrat počakaš in se potem ustrezno odločiš za takšen aparat, ki bo čvrsto se oprijel zob in res deloval v taki smeri, da bo rezultat stabilen in dolgoročen. Zdaj, v zadnjih letih, verjetno že dlje časa, ti to poznaš, mi, ki smo samo uporabniki, lahko rečemo v zadnjih letih, ta nevidni mu rečejo tudi aparat oziroma invisible, ali kako se imenuje?
Ja, Invisalign je eden od proizvajalcev. To je v bistvu blagovna znamka, ki je po svetu najbolj razširjena. Oni imajo največ podatkov, največjo bazo, ni pa to edini od nevidnih opornic. Proizvajalcev je mnogo, morda je marketinško, tržensko najbolj spromoviran, zato tudi včasih mi damo neke vakuumsko izdelane folije kot aparate, ki držijo zobe po koncu terapije na mestu, pa pacienti potem rečejo, bom dobil Invisalign. To je samo blagovna znamka. Tako kot rečemo za orodje, ne, določeno orodje pa uporabiš ime, je tudi tu tako. Opornic je veliko sistemov in vsak mesec ali pa vsake pol leta se pojavi kak novi. In je potem samo pač odvisno, s katerimi dotičen ortodont verjetno pač sodeluje in s katere ima. Tako, ker tukaj je zadaj še tehnologija, intraoralnih skenerjev in je pogojeno s tem. Poudarjam, opornic je več, a ne? To se mi zdi, da je en podatek. To je silno pomembno. Silno pomembno. Ker se mi zdi, zato sem tudi omenila ime, sicer mečka napačno, ampak da je to nekaj, kar je že postalo, da se samo o tem govori in se mi zdi fino, da smo to izpostavili, da pač gre zgolj za proizvajalca, so pa to v bistvu nevidne opornice. Opornice, ki jih pa pravilno uporablja ortodont. Se pravi, z ortodonskim znanjem, opornice so izdelane tako, da pač mi vzamemo digitalni odtis, potem pošljemo v predlog nek načrt, ta načrt nam pač proizvajalec ponudi in potem je ortodont tisti, ki se zanj odloči oziroma ortodont popravlja načrt in se pod ta načrt podpiše in je odgovoren za izvedbo terapije, ne proizvajalec. Kar pomeni, da ortodont z vsem svojim bazičnim znanjem, še znanjem iz preteklosti o tistih nesnemnih ortodontskih aparatih, o tistih prejšnjih snemnih aparatih, funkcionalnih aparatih in podobnih pripomočkih, vse to nekako vključi v ta načrt in predlaga pacientu tisto, kar je zanj najbolje in oceni, ali z opornicami gre, ali morda celo kombiniraš opornice in neka druga znanja in druge pripomočke. Tako da se mi zdi, da zdaj res živimo v času, ko lahko ponudiš paleto raznih pristopov. Pa še to, v ortodontiji je poti do podobnih rezultatov več. In je v rokah terapevta tisto, za katero pot se bo odločil. In tukaj se mi zdi tudi zelo pomembno, da obstaja to neko vzajemno zaupanje, se pravi med ortodontom kot takšnim, staršem na drugi strani in seveda posledično otrokom, ampak da smo starši dejansko pomirjeni in zaupamo ortodontu, kamor pač vozimo svojega otroka, da dela za njegovo dobro in da konec koncev sledimo nekim ali usmeritvam ali navodilom. Ker tako kot pri vsakem delu, kjer imamo stranke, kjer imamo različne ljudi, se seveda lahko najdejo tudi vmes posamezniki, ki rečejo, ne, moj pa ne bo imel tega, ker to pa ne zgleda v redu ali pa to ga bo motilo, pa vendarle se je treba zavedati, da gre za to, da ne rešujemo samo estetski vidik, ampak v prvi vrsti v bistvu zdravstveni. Izboljšamo funkcije, delujemo na preventivi, poravnani zobje pomenijo manjše tveganje v odrasli dobi za vsa parodontalna obolenja, lažje je ščetkanje. Če se spet navežem na križne grize, ko rešimo nek križni griz v mladostni dobi, mladostništvu, je zmanjšano oziroma odpravljeno tveganje za razvoj velikih obraznih asimetrij, ki kasneje zahtevajo konkretno ortodontsko pripravo in morda celo ortognati poseg. To povzroča tudi slabše žvečenje oziroma neenakomerne obremenitve v čeljustnem sklepu in tudi od tod izhajajoče bolečine. Kar je treba poudariti, je to, da ortodontija ni instant terapija, ampak je to, če rečem, tek na dolge proge.
In mi se moramo z našimi pacienti zelo dobro razumeti, si zaupati in takrat, ko si zaupamo, tudi terapija teče gladko. So seveda zelo težki primeri, tudi tega se pač ne moramo ogniti, temu se ne moramo ogniti, ampak pač takrat že v začetku povemo, da bo terapija zahtevna in morda dolgotrajnejša, kot je običajno. Še vseeno pa se mi zdi, Elizabeta, da lahko starši veliko naredimo že, ko dejansko naši najmlajši dobivajo prve zobke. Pa ne govorim zdaj klasično o tem, da jih je treba navajati že takoj, ko prvi zobek zraste, da ga ščetkamo, da imajo neko rutino, da otroci vedo, da pač bodo to počeli tako kot mi odrasli. Ampak bolj mislim ravno to, kar si omenila že na samem začetku, to žvečenje skorja, recimo se mi zdi en tak lep primer, kako veliko še vedno vidimo starše, ko odreže kos kruha in odstrani skorjo, zato ker njegov otrok pa je samo sredico in tako naprej. Koliko nehote lahko v bistvu s tem naredimo veliko, ne bom rekla zdaj ravno škode, ampak ja, nekih stvari, ki morda bi bile lahko drugačne, če bi otrok pred televizijo kakšen korenček pohrustal, pa kakšno jabolko sam ugriznil in ne, da mu je vse naribano in nasesekljano. Se mi zdi, da je morda res tega vedno več, da smo starši vedno bolj tudi ozaveščeni o teh stvarih, pa vendarle bi lahko bili še več. Zdi se mi, da bi lahko bilo še več poudarka. Recimo že v sami, ne vem, šoli za starše. Ja, moj apel bi bil, da možnosti je pri nas za izobraževati starše neizmerno veliko. Najprej je šola za starše, tam je tudi del predavanj o zobeh. Potem jaz tam, kjer tudi delujem, študijsko sobo, delim s specialistko iz otroškega in preventivnega zobozdravstva, temu se reče pedontolog. Tam so otroci pozvani pri 6 mesecih do 1 leta in apel staršev bi bil, naj izkoristijo vse te možnosti, kajti tu bodo seznanjeni z vsemi pastmi, ki lahko čakajo na njihovi poti oziroma na njihovem iskanju, kaj je prav in kaj je narobe. Še vedno se srečujemo s otroci, ki imajo dolgo vrsto dudo, več mesecev kot je, ali pa celo let, potem hranjenje po steklenički, podaljšano. Pomembno je, da se res prisluhne vsem tem strokovnjakom. V končni fazi je tudi zelo veliko virov, da se izobrazimo preko interneta in podobnih možnosti. Tako da ja, prehrana, žličko, pitje na lonček, čiščenje, brisanje že prvega zobka, navajanje na ustno higieno in nenazadnje tudi pravzaprav zmanjševanje količine vnešenih sladkorjev. Kar nima samo posledic na zobe, ampak tudi na neprimerno prehranjenost. Jaz sem prejšnji teden poslušala en članek, kjer je menda do 10% starih med 6 in 10 let prekomerno prehranjenih. Otroci veliko sedijo, se premalo gibajo in pravzaprav vse te energije ne porabijo. In če lahko kot zobozdravnik tudi k dejansko splošnemu zdravju kaj pripomoremo, je to, da poudarjamo pravilno prehrano, ki vključuje zelo malo sladkorjev, ki vključuje tudi trdo hrano, žvečenje, pa primerno ustno higieno. In tukaj potem spet vidim kakšnega starša, ki reče, ja kaj je zdaj pa moj otrok, vsi, to primer govorim, ki se je zgodil, vsi otroci po končanem treningu v garderobi hrustajo od, ne vem, soigralca, od prijatelja, sošolca, kogarkoli, gumijaste bombone, ki mu jih mama da v nahrbtnik, da ne bo lačen po treningu in da bo lahko nekaj prigriznil na poti domov. In zdaj pa kaj? Zdaj pa moj pa ne bo, zato ker moj pa ne sme. In vem, da se je že takrat razvila debata, da to zdaj ne pomeni, da se otroka omeji do te mere, da pa nič ne sme, ampak da dejansko govorimo o tem, da pač če že otrok, ne vem, gleda televizijo ali pa ne vem, bere in če želi nekaj zraven prigrizniti, da to ni vedno nujno nekaj sladkega ali slanega, ampak da je to lahko tudi jabolko ali
korenje. Tako. In pa da so sladke stvari del obroka, se pravi, po obroku še nekaj sladkega. Zdaj moram povedati eno anekdoto, ker vem, da bosta sigurno tole gledala tudi moja sinova. Mi smo imeli režim, da se je bombone kupilo enkrat na teden. In takrat sta pojedla naenkrat vse kače in potem je bil mir. Ampak sta vedela. Navodilo babicam, detkom in sorodnikom je pa bilo: izkazujte ljubezen na drugačen način, ne z bomboni. Mogoče je bilo takrat zelo dramatično, ampak jaz sem delovala kot šolska zobozdravnica in če sem hotela na področju, kjer sem delovala, imeti določen red in spostaviti pravzaprav nek režim in povedati, kaj je to, da so bomboni in lizike in vse te stvari škodljivi in da za otrokov razvoj prav nič niso potrebni za rast, a ne? Potem sem pač mogla pokazati na domačem modelu. Z vzgledom. Pa si bila zaradi tega, kdaj mama zmaj, ker nisi dovolila? Ne. Ne, stara sta kot sta, pa sta še danes brez plomb. No, pa zdaj vas je vseeno, mogoče samo malo starost povedati, govorimo o 20+, da ne bo kdo rekel... 30 pa 32. Ja, tako. Kar je podatek definitivno. In še nekaj sem hotela dodati, ko smo ravno pri teh sladicah, ne, da govorimo o lizikah, o bombonih, o takšnih sladkarijah, kar pa ne pomeni, da po obroku otrok ne sme pojesti kakšno dobro domače, bolj zdravo, morda pecivo, za katere pa vem, da je tudi iz tvoje kuhinje večkrat pridišalo kaj dobrega, ampak pustva, to je mogoče že za kakšen drug pogovor. Kaj je še tisto, kar bi se jaz glede otrok, oziroma ne več toliko otrok, kasneje, po 12. letu, kar si omenila, dotaknila je to, da veliko je morda zdaj le takšnih staršev, ki naj jo poslušajo, pa rečejo, joj, moja je pa že 15-16 let stara, pa bomo šele zdaj začeli z nekim odpravljanjem napak ali pa zdravljenjem in tako naprej. To ne pomeni za nič slabega, to verjetno samo pomeni, da lahko kakšna stvar dlje časa traja, ni pa še nič izgubljeno, ali kako? To je pa odvisno od nepravilnosti. Od nepravilnosti, odvisno od obsega nepravilnosti, ampak kot rečeno, digitalna tehnologija, novi materiali nam dajo širšo paleto možnih terapij in tudi če začnemo pri 14, 15, 16, se da z določenimi nekoliko drugačnimi pristopi doseči zelo lepe, dobre rezultate. Vedno več odraslih se tudi odloča. Ja, res je. Ker estetika, imaš izkušnjo, da jih bolj... Ker je vpliv Amerike in vsi smo lepi. Ker je malo tudi moderno, da imamo... Potem je mogoče ta trend nevidnih opornic, kjer naj pa poudarim, da za ortodontsko terapijo ali pa ortodontski pacient mora imeti disciplino. Za snemne in za nesnemne ortodontske aparate. Pri snemnih aparatih je zgodba ta, da je vprašanje rezultat sodelovanje. Če je aparat v škatlici, pač ne bo učinka. Higiena je pri obeh ali pa pri vseh vrstah ortodontskega zdravljenja na prvem mestu. Nikoli nismo zadovoljni, če pacienta končamo z aktivnim zdravljenjem, pa so na zobeh neki beli madeži. In še poudarek staršem, če poslušajo. Tudi pri nevidnih opornicah se lahko pojavijo velike obsežne poškodbe sklenine. Najstniki se velikokrat poslužujejo pa uživajo energijske pijače. In te energijske pijače so nabite seveda z energijo in posledično tudi sladkorji. Če je to uživanje hkrati z nošenjem opornic, je lahko poškodba na sklenini nepovratna. Tudi to vidimo. Energijske pijače, gazirane pijače, vse sladke pijače. Če je zdravljen pacient z opornicami, ni drugega kot navadna voda, kar tudi sicer svetujemo za žejo. Ker v resnici z temi opornicami pijemo lahko, ne? Samo pri hrani dajemo ven. Tako. In zato je potem toliko bolj pomembno, da se ne pije, sploh mi recimo odrasli, kakšne kave, čez in podobne stvari, ne? Ja.
Je pa pri teh opornicah pa zelo bistven čas, koliko ur na dan to nosimo. Tako je. Razen, ko se je in umiva zobe. To pomeni 24 minus 1, minus 2, 22 ur zanesljivo je potrebno opornice nositi. Je še kakšna takšna stvar, za katero recimo Elizabeta misliš, da jo premalokrat slišimo starši, pa je ključnega pomena? Ker zdaj recimo zdrava prehrana, pa sladka pijača in tako naprej, to je nekaj, kar se mi zdi, da nas večkrat bom rekla, ne obveščate, ampak nam govorite, kako zelo to ni fino in kako zelo pomembno je, da delamo drugače. Kakšna bi bila še kakšna takšna stvar, za katero meniš, da jo morda premalokrat slišimo, pa je tudi zelo pomembna? Jaz sem po duši zelo preventivno naravnana in en poudarek bi bil. Otroku v 6. letu starosti ne izpadajo samo sprednji mlečni zobki, ampak za zobno vrsto izraste tudi prvi stalni kočnik, brez da bi se kak zob poslovil. Ta zob je z veliko klinično krono, široko in prodira v ustno votlino počasi. Govoriva o šesticah govoriva in ta zob je pogosto pri čiščenju prezrt. Drug napotek je, pomagajte in nadzirajte svojim otrokom oziroma kako otroci čistijo zobe vse do 12. leta. Ne spuščajte jih oziroma ne prepuščajte jim tega truda oziroma te naloge, da so popolnoma samostojni. Nadzor mora biti. Lahko je nekdo samostojen, ampak nič vas ne stane, če otroku pomagate ali pa saj pogledate, kako natančno si je umil. Iz lastne izkušnje vem, da 3 minute ščetkanja je kar veliko. Percepcija otrok, kaj je 3 minute, je popolnoma drugačna, kot je najina. Ne? Se pravi, zadosti nežno pomagati in pa paziti na izraščajoče zobe, ki bojo tam nekje zadaj izrasli. In drug napotek, naj skrbijo tudi za mlečne zobe. Tudi z mlečnim zobem je treba nameniti enako higieno, jih z nitko tudi na stranskih ploskvah počistiti in če se že žali Bog zgodi neka zobna gniloba, ukrepati pravočasno, da mlečni zobe niso predčasno izgubljeni. Kot sem že prej omenila, večina naših pacientov je zaradi ozkih čeljusti posledično z napačnimi pozicijami zob v ustih, ker zmanjka prostora. Če so mlečni zobje predčasno izgubljeni, je tveganje za nastanek tega tesnega stanja, tega pomanjkanja prostora še večje. In zato še več ne drži. Ne? Vsak zob je neka funkcionalna enota, ki s svojo izrastjo formira tudi kost. Če zoba ni, je tam kosti manj oziroma je prostora manj. Tako da to sta 2 poudarka, ki sta res za mene silno pomembna. Če izhajam iz mojih preteklih služb, a ne preteklega opravljanja poklica kot šolska zobozdravnica oziroma sedaj, ker vidim v ambulanti. Kako spontan se je zgodil ta premik iz tega, da si bila kot šolska zobozdravnica, torej zobozdravnica in potem ortodontkinja? Je to prišlo nekaj, ki si rekla, to sem si večno želela? Ali je to prišlo čisto spontano? To je pa splet srečnih naključij. Zelo. In temu spletu srečnih naključij sem zelo hvaležna, ker pač res vidim, da lahko znanje in res to poklicanost, da lahko pravzaprav dam pacientom in posledično tudi njihovim staršem neko zaupanje, neko zadovoljstvo, da so otroci pač v varnih rokah, v skrbnih rokah. Splet naključij je, da so me opazili in predlagali za specializantko čeljustne in zobne ortopedije. Ja. In vidi se ti, da dejansko, tako kot si rekla, da delo, ki ga opravljaš, ni delo, ampak je v bistvu način življenja oziroma neko poslanstvo, kar je, se mi zdi, da pri takšnih poklicih največ in to je tudi nekaj, kar
otroci zagotovo začutijo, a ne, ta pridih, ki ga dobijo lahko, to zaupanje, ki ga potrebujejo, da sodelujejo, točno to, kar si na začetku govorila, ne odprejo ust in tako naprej. Ja, sej nekaj že je morda ta starostna omejitev, za katero si rekla, ne, pri 5 morda sploh ne odprejo, pol pri 6 pa bi že. Nekaj pa tudi ta motivacija, kako jih znamo zmotivirati oziroma jih znate zmotivirati. In jaz sem neskončno vesela, da je tega v letu 2025 več, kot pa je tega bilo, ko smo bili mi majhni, ker se mi zdi, da moja generacija in še seveda za mano imamo še vedno en tak strahospoštovanje do zobozdravnikov, ni bilo takšnih pristopov, zelo malo je bilo nekega motiviranja, bolj je bilo vse tudi kdaj na silo in na hitro, zato da je bilo nekaj upravljeno. Ne. In danes temu ni več tako in jaz sem zelo vesela, da lahko zdaj morda te svoje strahove iz preteklosti popolnoma drugače zdaj pri Ronji gledam, kako se odvijajo. Strahove pustiš pred vrati, tako, ker je delo popolnoma tako. In to se mi zdi, da je bistveno tudi za starše, ki naj zdaj morda poslušajo, da ko imaš tistega dojenčka, novorojenčka doma in ga gledaš, se še ne sprašuješ, kako bo, ko ga boš prvič peljal k zobozdravniku, in potem pride ta dan, ko ga boš prvič peljal k zobozdravniku in velikokrat starši podoživljamo, joj, kako je bilo meni vsakič, ko sem mogel iti stran s temi strahovi. Danes to ni več tako in je lahko tudi za otroke to zelo prijetna in lepa izkušnja. In z veseljem hodijo. Ja, tako. Kakšni so že morda tako naravnani, da komaj čakajo, da spet grejo, ker vejo, da bo nagradica. Ja, tako je. Elizaveta, najlepša hvala za čudovit pogovor. Jaz upam, da sva dali nekaj dobrih, ne upam, vem, da sva dali nekaj dobrih usmeritev za vse starše, pa tudi za kakšnega otroka, ki naj je morda vmes ujel, da je umivanje zobkov zelo pomembno. Z največjim veseljem. Bodimo slišani.